Pozdravljeni v AV kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes vam predstavljam Nino. Živijo Nina. Nina bo danes moja sopartnerica v kuhinji in sicer ona je bila izbrana preko Facebooka in nam bo predstavila svoj Valentinov recept. Torej Nina, kaj bo danes kuhala? No, Uroš, danes bo pa v bistvu piščančka ocvrla v tempuri in pa zraven bova prepražila zelenjavco. Nina, boš malo več povedala, kako boš marinirala piščanca, kako bova zrezala zelenjavo, kako bova pripravila zelenjavo. No, piščanca bova v bistvu marinirala v sojini omaki in ingverju, da bo tiste malo pikantnosti za Valentinova. Ja, to mora biti, ne? To mora biti, ja. Pol bova pa v bistvu ga dala v testo iz beljaka in škrobne moke, pa ocvrla v olju. Zelenjavo bova pa zrezala lepo na trakove, pa prepražila tudi malo na sojini omaki. Super, se pravi bova zrezala na željen. Na željen, ja. Okej. Boš ti. Okej, se bom potrudil. Torej, najbolj, da se kar ne lotva piščanca. Jaz ga bom zrezal, ti ga boš marinirala. V tem času bova pripravila tudi zelenjavo. Lahko pa tudi povem, da bova potem pripravila tudi en odličen cupcake. Sicer to je muffin, ki ga potem še nadgradiš dodatno z neko kremo. Sva rekla, bomo marinirala v sojini omaki. Uporabila bova svetlo sojino omako in sicer zato, da ne bo pustila preveč temne barve na mesu. Poznamo dve vrste sojine omake in sicer poznamo svetlo in pa temno. Spoznali boste po tem, če boste pač potresli flaško, boste videli, da svetla omaka steče zelo hitro dol, dočim temna omaka v bistvu pusti sled. Je pa temna omaka super za, recimo, če delate kakšne omake in rabite mogoče malo temnejšo barvo in jo ne morete narediti s prežganjem, lahko uporabite sojino omako. Morate pa paziti na to, ker je pač omaka sladka, da ne boste pač posladkali okus jedi. Da se bo marinada bolj prijela, bom uporabila še malo olja. Takole. Boš kar ti povedala, koliko bova dala? Malo. Dovolj? Dobar je po moje. To je močno. Ja. Evo, pa še ingver. Ingver je v zimskem času odličen v čajih. Lahko delate odlične svoje domače čaje z ingverjem. Morate paziti, sicer je pikantna, pa če ga delate v kombinaciji z meto ali pa z limeto, je pa to v redu. Tole beljake bomo stepali v sneg. Pa dala... Ja. Potem raje dala še malo, če bo bilo, da je premalo. Zdaj bomo testo še malo začinili s poplom. Ta čas bomo tukaj zalaufali olje, ga bomo segreli. Nekje na 160-170 stopinj bomo dali, da ne bomo tempure prehitro zažgali. Tako preverimo. Ti veš, ne? Kako preveriš ta pravo temperaturo olja? Ko zacrči. Ja, bravo. Ne smeš dati prste not pa probati, ne? Najlažje je tako, da probaš, da daš kapljico jajca noter in če pač preplava takoj na vrh, pomeni, da je olje dovolj vroče. Če se pa začne takoj žgati, pomeni, da je pa prehladen. Zdaj najlažje vhladimo olje. Če se že zgodi v hiši, da se je olje pregrel, nikar kakšne vode gor metati, je najbolj, če imate slučajno pri sebi kakšno rezino kruha, da na hitro vržete rezino kruha noter, vzame toploto olju. To ga najlažje, najhitreje vhladimo. Ne, da bi se zgodilo karkoli, da bi recimo eksplodiralo olje. Če pa olje eksplodira, pomaga pa samo krpa. Piščanec se je mariniral, koliko bo rekla, 10 minut, ne? Nekaj tazga, ja. Ja, in mislim, da je zdaj kar pripravljen te čaka, da boš No, pa ga bomo pa. ga dala lepo v tempuro in v olje. Ta čas bom pa jaz na moji strani se poukvarjal z praženo zelenjavo. In sicer bom dal prvo olje sezamovo in pa korenje. Korenje nismo predhodno blanširali, tako da ga bomo dali prvega noter, da ga malo mehčamo. Kitajci vedno pravijo, bolj se kadi, boljši je vok. Koliko časa misliš, da bomo mogla cvreti? Približno 5-6 minut. Tam nekje, ja. Moramo paziti pri piščancu, bodite pazljivi, vedno ne bi bila središčna temperatura nad 80 stopinj. Rekla, malo ingverja, Da bomo malo spicy. Takole boš kar ti prevzela naprej, boš kar dala tamle gobice, pa bom jaz še bil za piščanca. Zgleda odlično. Še je? Pravi, da ženske kuhajo bolj z dušo, kot moški, ne bomo videli. Sezamovo olje da vedno en tak
pač zanimiv. Ne, se malo bolj kadi. Pa na koncu dala pa še kajčke. Jere, povem? Bomo sezama. Sezama, ne? Odlično. Zdaj pa lahko narediva to tako, da dava malenkost škroba, pa sojno omako, pa par kapelj vode. Narediva še omako dodatno. Lahko narediva v omako, lahko nava pa čisto suho praženo. Ne, lahko omako. Po želji. Ok. Lahko to dala prej noter. Kalčki. To sta pa pozabila. Da ne bojo bili usamljeni tukaj, ne. To je že gotovo. Dala pa eno žlico škroba. Tako je. Zdaj, ker je pa škrobo, v bistvu, ker je sojna omaka, noter ni treba zelenjave dodatno soliti, ker so običajno tudi te omake dosti slane. Zdaj za svežino, bomo dala pa samo še ničken rižovega kisa. Čutiš, ima svežino od kisa? Čutam. Ok. Tako bomo zdaj to lepo servirala. Boš ti kar naložila na krožnik. Takole. V redu bo. Takole bova vzela desko. Se rekla bova narezala piščančka. Takole. Lahko dava samo še mičken dekoracije. Evo takole. Boš kar predstavljala, kaj sem naredila? No, pripravili smo piščanca v tempuri in pa praženo zelenjavo. Dober tek. Preden bomo mi nadaljevala, imava še en sladičko, ne? Tako je. Misliš, da bi zeleni silvanec od Marofa pasal zraven tukaj? Bi. Ok. Zeleni silvanec, mislim, da bi se idealno podal k tej hrani. Tako, midva greva zdaj naprej na sladico in potem bomo tole še okušali, da vidimo, kaj smo pripravili.